Kot smo povedali tudi na samem začetku, smo včeraj obelodanili oziroma včeraj imeli tudi mednarodni dan narcistične zlorabe in nekako se v skupini Omra odločate, da bi ob tovrstni priložnosti izpostavili tematiko in tudi z takšnimi filmskimi srečanji. Tako da še enkrat hvala docentki doktorici Urški Batelino, da se je odzvala in prišla na pogovor, kajti verjamem, da smo pravkar videli film, ki definitivno ponuja številna izhodišča za pogovor. Naj za začetek si vzamem enega izmed citatov, ki se mi zdi, da nas je zelo nagovoril in morebiti lahko služi za izhodišče. Namreč pravijo, resnična bolečina je morda eden najbolj popolnih prikazov ranljivega narcisizma, kar sem jih kadarkoli videla. Film ujame ves čar, kaos, bolečino in neznosno nepredvidljivost teh odnosov. Spodbudil me je k razmišljanju o tem, kako racionaliziramo in odpuščamo v takšnih dinamikah in kako se vanje zapletamo. Kako ste vi doživeli prikaz odnosov v filmu oziroma kako lahko rečemo, kako se kažejo značilnosti narcistične motnje tudi v tovrstnem izdelku, kot je Resnična bolečina? Ta film krasno prikaže prikrito narcistično motnjo. To, kar je pravzaprav v čem skrito. Ampak moram reči, da film je dobro narejen, ker sem začutila tesnobo. Skozi film čutiš tesnobo. Tako da zdaj si pravzaprav predstavljate, mi smo jo čutili čez projekcijo filma, ljudje, ki s tako osebo živijo po 5, 10, 15, 20 let, v kaj se to spremeni. Celotna zgodba je seveda postavljena v kontekst tudi holokausta in pa v bistvu vseh travm, ki izhajajo iz tega obdobja, iz obdobja druge svetovne vojne, ampak hkrati lahko rečemo, da določeni kulturni konteksti ali pa družinske dinamike spodbujajo razvoj narcističnih motenj. Sigurno, ampak tukaj ne vemo, koliko ni raziskano to področje, koliko je genetsko, pa koliko je okolje. Ampak vedno se te stvari prikrivata. Tako da perfekten par je prikazan v tem filmu. En nevrotik z obsesivno-kompulzivno motnjo in narcistično motena oseba, kot Dorian Gray, njegova slika. Mi je pa zanimivo vseeno iz tega konteksta, kaj holokaust v bistvu kot neka travma, ki se veže iz generacije v generacijo, lahko spodbudi oziroma kako lahko doprinese k temu, ker seveda govorimo o travmah, ki jih nenazadnje lahko občutimo na nekaj generacij kasneje. In verjamem, da je travma holokausta še kako prisotna tudi pri nekom, ki je bil rojen recimo leta 2000. Sigurno je ta babica nosila eno ogromno bolečino, o kateri ni hotela govoriti, seveda, ker je ni zmogla, ker je bila traumatizirana in to se je poznalo na vnukih. Tako da to se pozna z ljudmi, ki delam in so stari starši doživeli pač Auschwitz, različne logore se zelo poznajo, strahovi, ki so jih stari starši prenesli potem na prvo generacijo in potem na drugo. Zanimiv je bil tudi režiser Jesse Eisenberg, ki je o filmu dejal, da ga je ves čas zanimalo, kaj je prava bolečina. Ali je to nekdo, ki je preživel holokaust, lahko izkusil, je to Davidova anksiozna motnja, ali je to vse tisto, kar spremljamo pravzaprav, kaj je tista edina bolečina, ki si zasluži priznanje? Ne samo najbrž bolečina vojne, genocida, množičnih travm. Oba sta nositelja bolečine, samo da se pri enemu izraža preko simptomov, ki so zelo črno-beli, to smo videli pri Benjiju. David je imel pa dosti nevrotične simptome, ampak to so samo simptomi, vzrok je druge in sigurno je bolečina. In mi to bolečino bolj čutimo skozi film od Benjija, od Davida čutimo tesnobo, njegovo nervozo. In lepo se pokaže, Benji svojo bolečino daje na okolico, David jo drži v sebi. Benji potrebuje travo, David skrbi za Benjija. Na kakšen način pa lahko rečeva, da je mogoče ločiti narcistično motnjo od neke navadne sebičnosti? Kako lahko rečemo, da se včasih
najbrž ne kaže samo navzven, ampak je lahko tudi precej prikrita. Ja, mi smo videli njega v vsakem kadru, ki se je začel, je on fasciniral. In to nas v bistvu zelo zavede. Mi pravzaprav pričakujemo, da bomo s tako osebo nadaljevali in da bo zanimivo, ampak ta realnost se hitro spremeni v nekaj drugega. In v bistvu to preklapljanje levo, desno, tukaj so sicer bili hitri kadri, ampak v življenju je lahko malo dalj časa in potem ne razumemo, kaj se dogaja kasneje. Kako pa lahko rečemo, najbrž obstajajo različni tipi oziroma podtipi narcističnih motenj. Tukaj, kar se filma tiče, mogoče grandiozni, ranljivi kako lahko rečemo, kakšne so različne oblike in kaj je tisto, v čemer smo priča v bistvu v filmu? Ko govorimo o osebnostnih motnjah, moramo poudariti, da je to spekter. Imamo od nevrotičnih do psihotičnih. Tako da pravzaprav imamo od narcističnih do mejnih, pa imamo antisocialne in tako naprej. Tudi narcistična osebnostna motnja je redko kdaj čista. Ponavadi se prikriva z drugimi motnjami. Lahko je antisocialna, recimo te so, ker znajo zlorabljati druge, potem se prekriva z obsesivno-kompulzivno osebnostno motnjo, to so ljudje, ki imajo vedno prav in vse povejo, vse znajo, drugi ne, tukaj se je tudi malo prekrivala. Te elitistični tipi, ki so takoj vidni, teh ni pravzaprav velika. Bolj so taki, ki jih potem šele pol spoznamo, ker smo že dolg časa v enem odnosu, pa smo že malo zlorabljeni. In to zdaj ni važno, kakšen odnos je. Lahko je intimen, lahko je služben, lahko je prijateljski. V vseh odnosih se odvijajo podobne dinamike. In kar ta film zelo lepo prikaže, je to, da so se vsi podrejali. To je zelo zanimivo. Tem njihovemu impulzivnemu vedenju se vsa okolica podredi. In če ste opazili, so čez čas vsi začeli hoditi po prstih. In kaj je? Čez cel film vidimo, kako on spretno nagovarja občutek krivde in slabe vesti vse okolici. Ali se niso prav odzvali, ali niso prav čutili, in tukaj je ta gaslighting. Da ljudje, ki pridejo iz tazga odnosa, kjergakoli, ni pomembno, a je intimen, služben, tako naprej, ne vejo, kdo je zdaj tukaj nor. In to je značilnost, ki ta film čudovito to prikaže. Mi je pa zanimivo, da nekako o tem govorimo lahko v zadnjih desetletjih, v zadnjih letih še toliko bolj potencirano. Občutek imam, da je bila narcistična motnja v bistvu precej manj prisotna v prejšnjem obdobju, ko smo razmišljali precej bolj kolektivno, ko ni bilo osebnostni potencial in eno življenje in izkoristi ga do maksimuma, tista mantra, ki nas vodi. Kako lahko rečemo, da gre vseeno za nek izraz duha časa? Zakaj imamo toliko več narcističnih motenj, zakaj je toliko več primerov, zakaj ne govorimo o tem samo o izjemah, ampak v bistvu o kar nekem širšem izzivu družbe? Saj so tudi včasih je bilo, vedno je bil 1% tega, ampak je družba to regulirala. Zdaj pa to občuduje. In to je največja težava, ker se je družba spremenila in je občudovanje vredno, če si ti egoističen, če delaš po svoje, veš, briga ga, on si vse upa, na ta način. In s tem smo mi v tem času izgubili sodelovanje, povezanost, noben več ne ve točno, kaj je, kako igrati v timu, če pride v tim ena taka oseba, razdre v momentu in tako naprej. Tako da družba več tega ne regulira. Kako pa potem spreminjati te vrednote, sploh če na vodstvene položaje včasih namestimo koga, ki ima to vrstne težave? Včasih. Recimo, da je politika nekako kar v zahtevah, kaj potrebuješ, da si dober v politiki. Nekako se mi zdi, da... Če hočeš delati v politiki ali pa v korporacijah, ne smeš imeti empatije. In to je ključno, kar loči ljudi, ki nimajo osebnostno motnjo in ljudi, ki jo imajo. Vse poteze imamo vsi. Narcisistične, mejne,
vsak ima kakšno potezo, ne moremo reči, da smo čist drugačni, a ne? Ampak da mi vemo, kdaj govorimo o nekaj, kar je patološkega, kar je toksično za vse ostale, je pa dejansko pomanjkanje empatije in dejansko se ne morejo vživeti v to, kaj drugi potrebujejo, kaj čutijo. Oni igrajo empatijo, ampak nimajo pojma, kaj se dogaja. In zato jim tudi ne moremo nič dopovedati, ker ne bojo razumeli. Ne razumejo tega. Kako potem, eno besedo ste mi prej v pogovoru izpostavili, ki mi ostaja v glavi, nekako spodbuditi sobivanje s takimi ljudmi oziroma kako nekako spodbujati sobivanje, če je na drugi strani nekdo? Ja, to je zelo pomembna zadeva, zato ker ljudje, ki prihajajo v terapijo ali pa po pomoč, recimo prej pregledajo ves internet, YouTube, vse ameriške strokovnjake za tako in tako naprej. No? In mene je tudi zanimalo pravzaprav, kaj drugi pravijo, pa sem šla malo pogledat tudi ne samo psihoanalitike, ne, tudi druge zvrsti. In me je zbodlo v oči to, da je tudi, kar oni govorijo, zelo črno-belo. A ne? Tako, oni so slabi, mi pa nismo. To ni res. Mi vsi živimo v isti družbi. In nekdo se mora naučiti, da mi lahko sobivamo. Zato je izjemnega pomena to, kar Omra zdaj počne, ne, kar smo začeli, videli smo dober feedback in so se za to odločili, da pravzaprav vemo, s kom imamo opravka, da se opremimo in da lahko sobivamo. Sobivamo pa lahko tako, da prepoznamo in prav moment postavimo meje. Je pa zanimivo, v bistvu pri filmu ima človek občutek, da se vse čas prepleta ta bolečina tudi z neizmerno veliko humorja, je pa seveda tudi ogromno napetosti. Domnevam, da so to dinamike, ki so pogoste, ne samo v tem odnosu. Ta napetost je, to je srž enega odnosa. Ne? Tako imaš občutek, da če prižgeš luč, da bo iskra naredila eksplozijo. Ne? In tako, kot tukaj pokaže zelo lepo, vsi so po prstih hodili. In ta napetost se je stopnjevala. Ne? Tako da na koncu je zaključila s klofuto. Ta klofuta je bila nemoč, obrnjena v agresijo, kot povračilni ukrep za vse, tudi za poskus samomora, ne? In za vse skrbi in krivdo, a hkrati nemoč na bolečino, ki jo je začutil ob slovesu. Njegovo. Od Benjija. In ta občutek ostati na letališču, najbrž vseeno je nekaj, kar je precej več kot samo zadnji kader filma. Ja. Ta pokaže to praznino, s katero se mora Benji spopadati. Ne? Mislim, da sva dala kar nekaj izhodišč tudi za nadaljevanje debate. Če je kakšno vprašanje med občinstvom, ga bova zelo vesela. Tako da, če je kakšno vprašanje, zgolj dvignite roko in izvolite, samo še mikrofon vam bomo tukaj v prvi vrsti dali, da vas bodo vsi slišali. Najlepša hvala. Meni se zastavlja vprašanje, kako ta žena zdrži s tem bolnikom. Hvala. Žena? Jaz sem vas tudi hotel vprašati, kako mislite? Zdaj se je vrnil domov in ona je bila vse srečna. Od Davida. Aha, David je nevrotik, a ne? David je zelo benigen za družbo. David bo bolj pazil na druge, kot na sebe, a ne? Zato ima tudi obsesivno-kompulzivno motnjo. Kako pa bi eventualno Benjijeva partnerica shajala s takim? Tako kot cela ta skupina. Nikoli ne bi vedela, a bo prav stopila ali ne, a bo prav rekla ali ne. In na koncu bo prevzela vso krivdo in bila prepričana, da je ona kriva za vse. In na koncu bo znorela. Hvala za prvo vprašanje oziroma mnenje. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Ne, vam ne bo nerodno, vas bomo pa še vprašali. Aha, tukaj le imamo še.
Hvala za dobre istočnice in za pogovor. Mene pa zanima, je realno mogoče sobivati z narcisom. Ker ena zelo dobra knjiga, ki je izšla pri založbi Kiara, govori o tem, ali naj ostanem ali grem. In tam piše, da če ostaneš, moraš imeti res dobre razloge in v bistvu se marsičemu odpovedati, ne. Tako da res me zanima, glede na vašo prakso psihoterapevtsko, a so kakšne pozitivne ali pa vsaj optimistične zgodbe tega sobivanja? Hvala. Ja, hvala. So tudi pozitivne zgodbe, odvisno, kje je ta oseba na spektru. Bolj je pomaknjena k nevrotični strukturi, lažje sobivamo z njo. Bolj je pomaknjena proti psihotični, vedno težje. Ampak tudi to proti nevrotični ni enostavno. Ne? Mi se moramo toliko opremiti, da lahko pač te projekcije odsekamo in se varujemo proti njim. Tako da jaz sem že vse videla. To, da so ljudje ostali skupaj, so sobivali in pač tudi, da so šli narazen. To je od posameznika odvisno. Ne? Kako lahko to prenaša, pa kako je tudi navajena. Ne? Najlepša hvala za vprašanje. Še enega imamo tamle na balkonu. Aha, kar izvolite. Ja, upam, da se mi slišiš. Mene zanima, jaz prihajam malo bolj iz socialnega dela, pa me zanima, kako vi ravnate s temi oznakami, ker mene na primer malo zmotilo, ko se pač poimenovala velika bolnik, ne pa tako. Pač koliko se mogoče kak praktičen primer ali pa kak vi v odnosu, ne vem, če delate z osebo, ki ima narcistično motnjo, kak s temi poimenovanji ravnate, pa kako mnenje imate v teh poimenovanjih, a so pomembna, kako označujemo osebo in tako dalje. Zato, ker pač hitro se lahko zgodi pač tudi, da zmanjšamo dostojanstvo s tem, ko vstopamo v nek delovni odnos in tako dalje, ne. In to me zanima pač, kako je vaše mnenje glede tega, če sem obesedila razumljivo. Ja, hvala. Jaz nisem sklona temu, da se poimenuje in da se diagnosticira. Bolj nagovarjam to, da opišemo in ubesedimo poteze, s katerimi oseba prihaja. To se pravi, oseba ponavadi pride zaradi tega, ker ima težave z okolico. Tako da pravzaprav nagovarjamo iz te strani, zakaj ima težave z okolico, kaj se dogaja, kako bi lahko popravili in tako naprej. Ne moremo pričakovati nekega velikega premika ali pa osebnostne spremembe, ampak če malo špice porežemo, da te ljudje lažje funkcionirajo v svoji okolici, smo že veliko naredili. Hvala. Še kakšno? Aha, izvolite, tukaj le imamo. Še mikrofon. Pozdravljeni. Mene pa zanima predvsem, kako gledate, veliko se govori pri tem narcisizmu, predvsem bi rekel, da o moških. Zanima me, a poznate morda razmerje med ženskim pa moškim narcizmom, pa kakšna bi bila morda temeljna razlika med žensko ali pa moškim s podobnimi lastnostmi? Hvala. Hvala. V moški osebi govorimo zato, ker je narcistična motnja statistično bolj pogosta za moške. Moram iti, ker hoče ena na drugi strani mikrofon. Aha, mejna pa za ženske, pa potem govorimo, kadar v mejni v ženskem spolu, pa v moškem. Tako da pravzaprav se niti ne razlikuje. Veste, te poteze so zelo, zelo podobne. Manipulacije so zelo prefinjene. Mogoče samo nek moški se bolj zaveda svoje moči, ženska pa bolj manipulirano. Tako psihološko, a ne? Mogoče moški bolj izraža fizično moč, ženska pa bolj manipulira z besedami, ampak ne morem reči, da to zdaj res velja, ker sem bila priča tudi ženskam, ki so bile nasilne do svojih moških z narcistično motnjo. Hvala za vprašanje. Aha, izvolite. Najlepša hvala za krasen pogovor. Mene zanima, kako, ne glede na to, kje je oseba na spektru, kako jih kot v bistvu žrtev tega odnosa oziroma kot the scapegoat pripraviš do tega, da gredo na terapijo. Ker pač ti kot
njihov celoživljenjski terapeut, nisi očitno uspel te vloge izpolniti. Kako jih spraviti do tega, da si mogoče priznajo, da nekaj vse ni ok z njimi? Hvala za vprašanje. Ne morete jih pripraviti na terapijo. Ne gre. A veste, to velikrat slišim, tako, ja, jaz bom hodila na terapijo, on ima pa problem, Ja, zato ker samo vi lahko sebe opremite in tukaj postavite meje, veste, s kom imate opravka, zargumentirate in se postavite za sebe. Ne moramo od drugih to pričakovati. In kamorkoli bo ta žrtev šla v sistemu, bo čez čas označena kot predator. Ker sistem vedno zamenja te vloge, zato ker tako fantastično manipulirajo. Kako? Ja. Ker David ne bo odvrgel bombe na drugega. On je trpel že, ko je Benji metal bombe na druge. To je dinamika. Hvala. Tam imamo še eno vprašanje. Izvolite. Mene žuli to, da je nauk tega, kar pripovedujete, malce depresivn. Ker namreč ne da se, narcisu se ne da pomagati. Da se pomagati pravzaprav samo žrtvam. Žrtvam se pa da, to se tu videla, se pa da na ta način pomagati, da se prilagodijo narcisu, pa še več, da pravzaprav se potrudijo, da narcis ne izvabi iz njih najslabšega. Ker ponovadi rečemo, narcisi so slabi. Vendar tudi žrtve so zelo pogosto slabe, ravno zaradi tega, ker živijo v toksičnem odnosu in ta odnos jih naredi lahko tudi zelo neprijetne in zlobne. In to je, se mi zdi, najbolj depresivni del te cele zgodbe. Začaran krog, se mi zdi. Super, mi je všeč, da imamo dve raznoliki mnenji in strokovnjakinjo, ki jo lahko povprašamo. Ja, hvala. Dobro ste opisali to depresivno, ta depresiven občutek. Vedno občutam, kadar delam z žrtvami te narcisistične zlorabe. In imate prav, da je začaran krog, samo narcistična oseba ga ne bo prekinila, ker ima od tega benefit. Lahko ga prekine samo žrtev. Ampak šele potem, ko se opremi, ko pravzaprav začuti, da ni ona kriva za vse in da ne rabi nositi njegovih frustracij. Tako da to je res. Nekateri pa ostanejo, ker so navajeni biti žrtev. Žal tudi to je res. Mislim, da smo potrdili obema. Aha, in... Hvala za super iztočnice. Mene pa zanima, kako, na kakšen način oziroma s čim opremiti otroke, ki so v odnosu z staršem, ki ima pač neko vrsto narcistično motnjo, ker ne morejo zapustiti tega odnosa, lahko se samo opremijo. Ja, to je zelo težko, ker je dinamika zelo komplicirana v takih družinah. Otroci poberejo zelo veliko enih vsebin, čustev, ponavadi so vloge obrnjene in se otroci čutijo čustveno odgovorne za te starše. Tako da to so težka bremena, s katerimi pridejo potem v terapijo in so prepričani, da morajo še kar skrbeti za te starše, tako da ne malokrat imam kakšne že tam proti 60 in pa se sprašujejo, kako s temi starši ravnati. Dobro je, da ima ta otrok vsaj enega starša, ki vidi, kakšna je situacija, pa da mu pove, da ni on kriv. Ampak to večkrat. To ni tvoje, nisi ti kriv in tako naprej. Samo
Otrok pač vzame na sebe in sigurno bo v prihodnosti potreboval nekoga, da bo malo to predelal. Hvala. Še kakšno vprašanje? Aha, izvolite, tukaj le še v prvi vrsti. Ja, mene pa zanima, kako v skupini, če smo v neki skupini, kjer se mogoče dejanja takšne osebe ne korigirajo, oziroma tako ste prej rekli, ne spustimo to, kako se potem ti, če si v okolju, ko se ne moreš odstraniti, kak je najbolj zdravo reagirati ali pa se vzpostaviti ali pa, ja. To se velikokrat dogaja v službenih okoljih, a ne? Sploh, če imamo tako osebo nadrejeno. Prvič moramo vedeti, kaj na nas prelaga in pravzaprav hitro pogruntamo to dinamiko, ker ta njihova nepredvidljivost je pravzaprav edina predvidljivost, ki jo zmorejo. Tako da, ko enkrat prepoznamo to njihovo dinamiko, ali se umaknemo, ali argumentiramo, ali postavimo mejo in počasi se naučimo, da reguliramo ta odnos. Zdaj veliko izgorelih iz takih odnosov, pač zamenja okolje, ampak tam bo tudi kakšen tak. Tako da enkrat je fajn se to naučiti za naprej, a ne. Še kakšno vprašanje? Aha, izvolite. Mene zanima v bistvu, kaj narediti, pač, če imaš recimo starše ali pa tako, ko imaš take težave recimo z njimi, pa razmišljaš o tem, v bistvu se na nek način sočustvuješ z njimi oziroma iščeš neko razlago, zakaj so take, kaj se jim je hudega zgodilo, ne vem, kako je to povezano, recimo, da so imeli sami neko zelo avtoritarno vzgojo ali kaj takega, pač te generacije, ki je bila avtoritarna, stroga, mogoče nasilna vzgoja še prisotna. Hvala. Hvala. Ponavadi so te otroci dosti zapeljani v vlogo skrbnika, ne, in čustvenega tolažitelja. Ampak mi moramo vedeti, da naši starši z osebnostno motnjo ali pa ne so odrasli. In slej ko prej morajo začeti za sebe skrbeti. In to je naša skrb, da prekinemo to vlogo tolažnika. Težje je, če je naš otrok osebnostno moten. To je pa bistveno težje postaviti mejo. Čeprav jo je tudi treba, ampak je težje, ne. Starši so pa odrasli in enkrat je treba prekiniti to vlogo. Ja, seveda, odrasti je treba. Saj to je težko, ker to pomeni izgube, a ne. Ampak enkrat odrastemo, tudi nehamo zadovoljevati potrebe drugih. Hvala. Še kakšno vprašanje? Aha, tamle imamo še. Ja, mene pa zanima, se pravi, nekdo, ki izide iz takega oziroma zapusti tak odnos, ne? In ko ste prej rekli, na koncu se sprašuješ, kdo je sploh tukaj bil nor, kaj je v bistvu, kako spet lahko ta oseba nekako dobi ta občutek, da si lahko zaupa, pač ko spoznava nove ljudi oziroma ko se zapleta v nove odnose, da ne nasede spet na kakega narcisa. Hvala. To je najbolj pogost strah ljudi, ki zapustijo te odnose, da se bojo še enkrat zapletali in če dejansko ne predelajo in grejo v nov odnos, sigurno se zapletajo. Tako da potem ponovijo vajo in še enkrat tečejo okrog in potem razdeljujejo, a ne, kaj je sploh njihovo in kaj ni. Ampak ponavadi to izhaja iz naših primarnih odnosov. Tako da, če se ne vrnemo v primarni odnos, pa ne vidimo, kaj smo tam pobrali, kakšne nemoči smo se naučili in kakšne vzorce smo prejeli, pravzaprav se nam to potem ponavlja v vseh drugih odnosih. Tako da enkrat nas čaka, da s tem zaključimo, ne? Ja.
Izvolite. Mene zanima, a je ta klofuta pomenila, da je David se odločil, dosti imam, ne grem se več. Začel bom živeti svoje življenje. In kaj pomeni odraslost, kar ste omenila, dokler nismo odrasli. Zame to pomeni, da začnem se brigati zase, da začnem živeti svoje življenje in se ne grem več te soodvisnosti, da moram vedno nekoga kontrolirati in nadzirati in ne skrbim zase. Ne vem, kdo sem, kaj sem in zakaj sem. Hvala, saj ste že odgovorila, ne? Ta klofuta je bila sestavljena, veste, iz več frustracij, ki so se nabirale, ne? Ampak nemoč, ki jo je čutil ob njemu, je spremenil agresijo, ne? To je tako zelo kompleksna zadeva za slovo. Še kakšno vprašanje? Aha, tamle imamo še enega na balkonu, mislim, da bo eno izmed zadnjih, kar izvolite. Mene pa zanima, kakšna je dinamika med starši in otrokom, če ima otrok te poteze. Kaj lahko starši naredijo? Ja, to je tle je pa težko, ne, ker ponavadi že cela familija hodi po prstih in na nek način, če drugemu otroku v družini lahko postavljajo meje, tukaj ponavadi vedno znova zgubljajo bitke. Tako da tle zmorejo starši, samo ker so zelo, zelo odločni in postavljeni in zdržijo vse te občutke in projekcije tega otroka, ampak ni lahko. Poznam pa več primerov, kjer so se tudi odnosi prekinali. Da so starši prekinali odnose s svojimi otroki. Tako da si predstavljate, da je moglo biti zelo hudo, ne? Ja. Tako je, ja. Super, hvala. Aha, mislim, da bomo še eno vprašanje tamle na balkonu. Izvolite. Ja, hvala. Mene pa zanima, kaj je razlog te praznine, ki jo čuti Benji na koncu? Razlog praznine je sestava njegove psihe. Psihične enote se niso združile do 3. leta, ko bi se mogle, da bi psiha postala celostna. In razvija se obrambni mehanizem, ki mu rečemo razcep. To se pravi, da ta oseba doživlja ali vse črno ali vse belo. Nobene konstante ni in vmes je ena ogromna praznina med njegovim resničnim selfom, to, kar on je, kar čuti, kjer je ogromno strahu in ogromno ene bolečine, in njegovim lažnim selfom, ki ga vedno znova potrjuje preko zrcaljenja drugih, ki ga občudujejo. In ta praznina je izjemno boleča, težka in zato je njihova dinamika taka. Je pa to posledica pač razvoja, ker vemo, da se do 3. leta naša osebnost formira in tukaj ostanejo te psihične enote razdvojene. In ljudje, ki so v takih odnosih, vedno znova upajo, da če si bojo poiskali pomoč, njihovi partnerji s to motnjo, da bo potem v redu, da se bojo pozdravili in tako naprej. Žal ne. Žal prognoza ni dobra, lahko se omilijo njihove poteze, ampak ta psiha se nikoli ne bo sestavila. Žal. Hvala za vprašanje. Še kakšno? Ok, upam, da nisem spregledal. Aha, izvolite.
Jaz bi pa vprašala, kaj je bila pa ta situacija, ko je šel David prej z večerje, ne, in je potem Benjija, potem ni bila celo noč, seveda, da je on umiral tam celo noč, ne. A je David je verjetno prav naredil, zato ker je on sledil svojim občutkom, Benjijeva reakcija je bila pa pač, kakršna je bila kot neka kazen. Ko se naslednjič to ponovi, kaj narediš? A je David naj to skozi ponavlja in seveda pač temu Benjiju nikoli ne kapne, ne, verjetno, ampak kaj narediš? Oziroma, ker si ti zagotoviš tako težko noč, ne? A je res stopaš čist nazaj ali je vendarle smiselno ponavljati, pač slediti svojim občutkom? Ja, hvala. David je odšel, ker enostavno ni zmogel več držati vsega, kar je Benji vrgel na mizo tisti večera, ne. In potem se je še odprl in je čutil ogromno ene krivde, ogromno enega stramu, težko mu je bilo in je odšel. In medtem, ko je odšel, je dobil slabo vest in se je dvignila krivda. In takrat, ko je Benji šel iz sobe, mu je nagovorila odgovornost in ga je celo noč iskal. Tako, klasična dinamika, ne? Tako, ne moramo, mi v tem momentu ne moramo oprijeti tist, kar bi bil srž tega, ne? Da je on trpel celo noč. Zato, ker je to kompleksno in se sestavlja iz več dejavnikov, od prej in pol in nikoli ni bilo skomuniciran in je pač strigeral tisto noč. Krivda mu ni pustila spati. In ta krivda je nagovarjala odgovornost, ker je prišel ven strah, da si lahko kaj naredi. Kaj drugič narediti? Prepustiti mu, da je odrasel in da skrbi za sebe. On ga je povlekel v svojo igro, s tem, ker je manipuliral že celo večerjo, ne? Tako. Super. Aha. Imamo še vprašanje, kar izvolite. Hvala lepa za ta dogodek, izredno pomemben se mi zdi v današnjem času. Bi pa še rada slišala nekaj mnenj o tem, kakšen je delež pravzaprav, oziroma ta relacija genetika, vzgoja, tradicija, kulturno okolje, mogoče celo, če se referirate nekoliko na posvojenost, pa vzgajanje, pa dejansko te motnje, če se pokažejo, kaj storiti v takem trenutku oziroma v takih odnosih. Hvala lepa. Ja, hvala. Neraziskano področje je dejansko, kaj se prenaša, kako je v okolju in tako naprej. Definitivno manj osebnostnih in narcističnih motenj nasploh je v družbah, kjer skupnost še funkcionira. Pomembno je zato, ker če skupnost funkcionira, je v družini vedno še nekdo, ki lahko v tistem momentu zregulira tega otroka. Bolj je družba izolirana, bolj so starši sami, da ni starih staršev. Večji pojav je tega zato, ker je otrok prepuščen sam sebi, svojim občutkom in ni nikogar, ki bi to zreguliral. Tako da zdaj pri posvojitvah tudi težko rečemo, kaj je, ker ni vedno, da bi ljudje vedeli, iz katerega okolja prihajajo, ampak če živi v nekem okolju, ki razume njegove potrebe in so te zregulirane, je uspeh lahko bistveno boljši, kakor bi bil v nekem drugem okolju, kjer bi bil otrok zanemarjan. Tako da to je zelo odvisno od pač individualne zgodbe in seveda ob takih zadevah moramo vedno gledati zgodovino, da vedimo, s kakšno bolečino, s kakšno zgodbo nekdo prihaja in se na to potem ozaveščamo in predelujemo. Še kakšno vprašanje? Ok. Aha, izvolite. Hvala. Jaz sem pa eno vprašanje v zvezi s celo zgodbo, da so ravno postavili na Poljsko potem ta njegov
izbruh na vlaku, ne, da so v prvem razredu. Kako je on pravzaprav doživljal to kolektivno travmo preko svojih občutkov in pri tem imel številne izbruhe? Ja, hvala. Tam v tej skupini so vsi doživljali to travmo, ampak on teh občutkov ni mogel zregulirati. Vsi so imeli težave s tem, vsi so to doživljali, ampak samo on ni mogel in je dajal ven in to na druge. Ker vedno potrebuje oseba z narcistično motnjo en kontejner, kamor vloži vse dele, ki ga bodejo od znotraj. Tako da tukaj ni bilo razlik, da je on kaj bolj občutljiv ali pa tako, ampak enostavno ni mogel zadržati tega, kar so drugi držali v sebi. Se je pa pokazalo, da je senzibilen, ne? Kar so se tudi pri večerji pogovarjali, recimo potem, ko je šel. Ne? In ja, začuti pri drugmu, kaj se dogaja. Zna prebrati ljudi, ne? Ampak ne zna potegniti tega polo konstanto. To je problem. Ne? Še kakšno vprašanje? Aha, izvolite. Se prečujem še enkrat. A bi lahko mogoče podali nekaj konkretnih orodij, kako v odnosu 1 na 1 ali pa v skupini, kjer je pač nekdo, ne vem, orodja lastne čustvene regulacije ali pa kako komunicirati neke otipljive stvari, da imamo nekaj za seboj. Ja, razumem, kaj hočete vprašati, ampak veste, najprej moramo prepoznati pravzaprav te manipulacije, ne? Da mi sploh vemo, kaj se dogaja, če ne se temu podredimo. Ne? Dobro, lahko povem nekaj iz moje izkušnje. Enkrat na neki supervizijski skupini, kjer je bilo več kolegov, terapevtov, tudi med terapevti je kakšna narcistična osebnostna motnja, žal, je kolega po skupini prišel do mene, jaz sem bila organizatorka tega, ne, da smo se dobivali, da smo imeli pač različne supervizije, da smo se učili in tako naprej. In je prišel do mene in je rekel, veš kaj, tale danes, kaj pa bila, to pa prosim, da nikoli več, ker mene ne bo več in ves gnev, ne vem kaj mu je nagovorila, sicer je zlil na mene. Ne? In v prvem momentu sem se čutila strašno odgovorno. Potem sem pa rekla, pa lej, saj si odrasel, saj tle smo zato, da se učimo. Ali boš hodil ali pa ne, saj to je tvoja izbira. No, če te ne sili, pa še min grede za stonje. To je moja izkušnja, kjer sem lahko postavila mejo. No. Ja, in dejansko postavljanje meja je tukaj kar eden izmed teh ključnih nasvetov, ki jih lahko vzamemo s seboj. Še kakšna vprašanje? Sicer bom tudi jaz postavil mejo, kar se vprašanj tiče. Okay. Aha, tamle imamo še zadnjega. Sam še mikrofon vam damo, tako da vas bodo slišali potem tudi v posnetku. Izvolite. Sam še mogoče, da se vrnemo na film. Recimo, meni je bila zelo zanimiva, takrat sem takoj spoznala tisti kader, ki je on začel govoriti o tej gospe, da vidi v njej neko žalost in tako. Koliko hitro oni zaznajo v bistvu in kaj je on v bistvu videl v tej gospe, da jo prepoznal, da je pač neka potencialna njegova naslednja supply oziroma žrtev. Mislim, sigurno je kaj začutil, ampak a veste, saj ona je povedala, da se je ločila. Saj pa ni težko vedeti, da ima kakšno bolečino ali pa da je žalostna, pa da je težko obdobje, ne, če je ravno po ločitvi. Tako da v bistvu dobro to zaznajo. Samo, a veste, to je spet manipulacija, ne. On je vedno nekaj pohvalil, da si je odprl vrata, tudi pri bratrancu, je pohvalil, koliko imaš lepa stopala, ali pa, kako je to. V naslednjem momentu mu je pa razvrednotil. In to nas mede, da nas en dvigne in potem spusti, dvigne in spusti. In to se dogaja v teh odnosih, na koncu več ne vemo točno, kaj pravzaprav kdo smo, ne.
Je pa najbrž vseeno film Resnična bolečina nek izjemen primer, ki najbrž tudi vam strokovnjakom da kup izhodišč in zanimivo je videti tak film znotraj hollywoodske produkcije, dobi Oskarja. Najbrž je to nekaj, k čemur smo lahko hvaležni. Ja, zelo hvaležni, pa jaz sem prav presenečena. Nisem mogla verjeti, da je ameriški film, pa še tako kompleksna tema, pač, ne, ki je zdaj zelo aktualna. Ne? Ja. In seveda imajo vsi ustvarjalci, ne samo igralci, zelo veliko odgovornost pri tem, kako se skupaj portretirajo. Res je. Takole, mislim, da smo s tem prišli do zaključka današnjega dogodka. Naj se še enkrat zahvalim celotni ekipi promocijsko-preventivnega programa na področju duševnega zdravja OMRA. Delujejo oziroma njihov prvi program poteka od leta 2017 dalje in je v bistvu prvi program, ki je sistematično naslovil problematiko osebnostnih motenj. Sofinancira ga Ministrstvo za zdravje, sicer pa bogat nabor informacij o osebnostnih motnjah najdete tudi na njihovi spletni izobraževalni platformi www.omra.si. Naj se ob tej priložnosti seveda še enkrat zahvalim docentki doktorici Urški Battelino za odgovore. Hvala vam, hvala za vsa vprašanja. Hvala in seveda hvala celotni ekipi OMRA za organizacijo današnjega dogodka. Naj pa vas ob tej priložnosti povabimo tudi k ogledu filma Simon, ki bo v Kinodvoru na sporedu od 9. junija naprej, torej od prihodnjega ponedeljka. Tudi ta se na izjemno zanimiv način loteva teme duševnega in telesnega zdravja in ponuja razmislek o pripadnosti in iskanju identitete. Torej, vabljeni že k naslednjemu ogledu. Še enkrat pa hvala za današnji dogodek in lep večer še naprej. Hvala.